Predstavljaj si, da posvojiš 6-letno prikupno deklico z redko obliko pritlikavosti. Ima otroški glas, nos plenice in prav, da ima zelo rada risanke. Ampak pol začneš opažati čudne stvari. Deklica ima zobe odraslega človeka. Ima menstruacijo, grozi, da te bo med spanjem zabodla in zveš, da je stara 22 let. Tole ni fake zgodba, tole ni iz enega filma, čeprav spominja na grozljivko The Orphan, to je resnična zgodba o Natalii Grace. Za to zgodbo, za ta true crime, neke vrste true crime ste mi pisali v nedogled, non-stop, po neskončnost in vsakeč sem prebrala, sem luno, ne da se mi raziskovati, ne vem, kaj je ta zgodba in me pač ni zanimalo. Zdaj, ker naenkrat se povsod pojavila in tudi meni do živega prišla in približno vem, zakaj se grem. Zdaj vem, zakaj se grem. Lih toliko sem ujela to zgodbo, da me je začela zanimati in zdaj vam jo z veseljem povem, ker sploh zdaj, leta 2024-2025 se zgodba do konca razvija in so res crazy informacije, tako da gremo čim prej v ta video. Dobrodošli alieni na Alien kanal, nazaj ali pa prvič ali pa kakorkoli že. Če še niste naročeni in radi spremljate ta kanal, se valjda naročite. Z vami je Alenka Trogarlič in gremo čim prej v ta video. Kdo sploh je Natalija Grace? Natalija Grace naj bi bila ukrajinska punčka, izvirala naj bi iz Ukrajine, njena preteklost pa naj bi bila konec koncev zelo neznana, ker je logično, glede na to, da večino časa ljudje niso vedeli, koliko je bila ona stara v svojem življenju. Tako da, če tega niso vedeli, verjetno še dosti drugih informacij niso imeli. Ampak našo zgodbo bomo večinoma začeli, ko je bila ona posvojena leta 2010. Takrat naj bi bila uradno stara 6 let. Vsaj tako je pisalo v nekih dokumentih, ki so bili itak pač v čudnih jezikih, niso bili pregledni in starša, ki sta jo posvojila, sta načeloma nekaj časa to verjela, ne pa za dolg časa, ker so se začele dogajati zelo čudne stvari. Zaradi teh čudnih stvari bomo v tej zgodbi srečevali zdravnike, psihologe, sodišče, DNK teste, vse samo zato, da bi odgovorili na tisto vprašanje, koliko hudiča je Natalija Grace stara. Štartajmo iz dejstva, da ima Natalija zelo redko obliko dvarfizma, to zdaj le bom razmesarila, ampak Natalija je imela oziroma ima spondiloepifizno displazijo, redko obliko pritlikavosti, ki resno otežuje ocenjevanje starosti in tudi vpliva na to, kako človek izgleda, kako hitro dozoreva itd. itd. Torej, ko sta te dva starša, ki jih bomo tudi spremljali čez to zgodbo, posvojila, sta se spraševala, a je to odrasla ženska, ki izgleda kot otrok, ali je to samo otrok, ki ful čudno izgleda kot odrasel človek, odrasla ženska. Kdo pa je bila ta družina Barnett? Družina Barnett sta bila pač oče in mama, ki sta posvojila potem Natalijo. Oče je bil Michael in mama je bila Christine Barnett. Imela sta že 3 svoje biološke otroke, tako da je dokaj nenavadno in sta potem posvojila še Natalijo. Tudi zvedela sta prej logično, da ima pač neko obliko pritlikavosti, da je mečkan drugačno oziroma to tukaj smatramo kot neko invalidnost, ne? In sta se odločila to vseeno storiti in veliko ljudi itak že v štartu pomislili, da lahko je zelo lep namen, lahko je pa v bistvu samo, da še bolj popolna izpadeta, še bolj mogoče perfektna, nebeška, super starša. Zakaj to sploh omenjam, da ona dva ne bi bila dobra starša? Zaradi tega, ker se je ogromno dogajalo za temi 4 stenami, sploh stvari, ki zdaj ven prihajajo, nakazujejo vse na to, da sta bila daleč od dobrih staršev. Torej, zakaj hudiča sta originalno šla posvojiti še enega otroka z invalidnostjo, s posebnimi potrebami? Že po nekih mesecih, če mene vprašaš še prej, že zelo hitro, so se jima začele pojavljati stvari pri Nataliji, ki ste jih smatrala kot, ok, tukaj nekaj totalno ne štima. Ena stvar je bila, da se ni kaj preveč želela igrati z igračami, tako kot normalna 6, 7, 8-letna punčka. Igrače jo niso zanimale. Imela je zelo dober besednjak. Dar govora je imela čudovit, mogoče čist preveč razvit za to majhno punčko, tako da ali je bila srhljivo inteligentna ali pa pač ni otrok. Take ideje so se mi začela pojavljati. Potem je tudi psihično nemogoče najbolj podobna majhnemu otroku, ker je imela neke svoje fore, veliko je zrla v človeka, strmela, veliko je spremljala in gledala pod roke, kaj človek počne in verjamem, da tudi odraslemu človeku par otroku lahko to rata malo scary in neprijetno, ampak jaz bi rekla, da ona kot posvojen otrok in z nestabilno preteklostjo pač ni bila tako zdravo socializirana kot en drug otrok, ki bi imel normalno otroštvo. Še ena stvar, ki ne bi po besedah staršev bila ona predobra, v tem so bile tudi matematične formule. Potem enkrat ne bi prišlo do incidenta, ko ne bi ona enega drugega otroka porinila ali želela poriniti v električno ograjo, ker je pač scary. Pa še ena ful čudna stvar,
sem jo slišala, in sicer, da naj bi ona kot Natalija namigovala, da naj bi v Ukrajini že rodila enega otroka. Potem še dve zelo specifične stvari sta se zgodile, in sicer enkrat, to je mogla biti kuj na začetku, ne šele po več mesecih, ker otroka tako majhnega sta mogoče starša še pomagala kopati, umivati, tuširati. In ko je mami takrat prvič prišla že k njej v kopalnico, je zavpila, se zadrgla in poklicala Michaela, torej tega očeta njenega zdaj uradnega, in rekla, naj hitro pride to pogledati, ne? In Natalija naj bi bila poraščena z sramnimi dlakami. Sramne dlake logično nastopijo takrat, ko ima človek puberteto, in to je bila zdaj zelo čudna situacija. Oba sta strmela v to, kaj se dogaja. Natalija naj bi bila takrat, ne vem, koliko, 8 let nekje, mogoče celo 7 na tej točki. Vem, da sta jo pri 6 letih posvojila, ampak ta časovnica mi ni čisto jasna, in sta bila oba v šoku, oziroma sta bila zaprepadena in sta si mislila, jo tukaj nekaj ne štima, ta otrok ne more biti otrok. Še ena stvar je, njena mami Kristin je bila prepričana, da Natalija poleg tega skriva menstruacijo, ker je najela njena oblačila, ki so imela enake madeže kot pri menstruaciji, in tudi neke štumfe krvave zabasane v spodence itd. To basanje štumfov vagate zelo tako zveni kot ena punčka, ki to naredila, ker pač ne pozna vložkov, nima vložkov, ima pa to težavo, tako da mami začela konkretno dvomiti v to, da je Natalija toliko mlada, kot naj bi bila po teh čudnih papirjih iz Ukrajine. Kaj je potem Kristin naredila? Peljala je Natalijo k zobozdravniku, da so ji slikali zobe. In potem je to zdravnik ocenjeval, in je rekel, ja, to definitivno ni punčka, glede na število mlečnih / odraslih zob, oziroma glede na te zobe, je to odrasla ženska, oziroma mlada ženska, stara 22 let. Pač bizarno. No, jaz ne vem, koliko so to preverjali, koliko niso, ampak te dva starša so se odločila, da je najbolj logičen naslednji korak brez ekstra preverjanja te informacije, da njo kot odraslo žensko preselita v samostojno stanovanje, da bo sama, brez njiju, živela tam. Natalija zdaj to tako posuje, da nič ni bilo jasno, ampak sklepam, da je bilo delno tudi ne najbolj grozna stvar, ker nje se v tej hiši prej ni dobro godil. Njo je Kristin vsaj zelo redno pretepala. Imamo celo zelo jasen posnetek, kako Michael nakaže, kako je dejansko Kristin pretepala Natalijo Grace, in na način, kako to on opisuje in istočasno zraven zaigra, bom pa še govorila o tem fotru, on je meni res crazy tip, čist crazy tip, ampak ne vem, on je to očitno gledal, namesto da pomagal, ker je, ne vem, insane. V glavnem, leta 2012 naj bi bila zdaj Natalija stara uradno 8 let, ampak sta starša se izborila na sodišču, da uradno njeno starost spremenijo na 22 let. Se pravi, obstajal je en sodnik takrat, ki je to potrdil in rekel, ta punčak majhen je definitivno star 22 let. In kot sem rekla, jo dajo v tisto stanovanje. In starša sta bila še ful ponosna, kao ne, se smo jo dali v tako ful dobro stanovanje, v lušno sosesko, niti ni bil najbolj poceni, je bil tak kar kvaliteten. Kristin, njena mama med drugim, je njo tudi coachala oziroma trenirala na nek način in ji vsiljevala to idejo. Ti nisi otrok, ti si stara 20+, ti si odrasla, vsem povej, da si odrasla, in Natalija je pač to posrkala, to informacijo, na nek način je ratala realnost. In predstavljaj si, da tja, ko so jo preselili, ona pač ni nobenega poznala, je bilo potem en kup sosedov in je bilo itak dolg čas in je kar šetala tam med temi sosedi in je kar uletavala k njim v hiše. Ampak vsi ti sosedi so vedeli, oziroma verjeli te informacije, da ima sicer ta preklikavost, ampak da je to odrasla ženska, ker so to starši od Natalije vsem tam okrog povedali, ker je zdaj ona Boga sama živela. In predstavljajte se, koliko je to moglo tem ljudem biti čudno, zakaj ta odrasla ženska, ker ni v stanovanje, zakaj se igra z njihovimi otroki. Dejansko Natalija socialno tako, kot drugi otroci, ni bila socializirana. Ona je dejansko se čudno igrala z otroki. Dva starša sta govorila, da sta imela hčerko in sina in se hčerko sploh ni ukvarjala, je pa takoj šla v družbo njunega sina in je ful preveč rada bila v njegovi družbi. In enkrat sta se tako kotalila neki po hribu in sta se igrala, in ko sta se prkotalila dol tega hribčka, pač otroc kot otroc, in mu je Natalija začela tako hlače odpenati. In je fotor to videl in je ful hitro prlaufal tja, da prekine to čudno dejanje, sporno. Totalno jim je bilo virt in tudi na ta način so začeli Natalijo iz te druščine sosedoma odrivati, ker je bila skozi bolj čudna. Pol je bila tam ena starejša gospa, ki je na začetku ful vzljubila Natalijo, dokler Natalija ni kot
spet nekdo nesocializiran ni več zaznavala svojo nekih meja ljudi, a veš, vsak rab nek svoj bubble meje, ali je to ozek ali velik, kakorkoli že, ampak noben mu ni všeč, da imaš nekoga non-stop za vratom in ti gleda pod roke. Vsi vemo, da je to annoying. In točno taka je bila Natalija, firčna, osamljena, skakala je za temi sosedi okrog te starejše gospe in spremljala vsako njeno potezo, vse, kar je delala, ko je rezala, ko je kuhala, ko je pometala, ko je hotela biti sama, ko ni hotela biti sama. It was weird. In tudi tej sosedi se je potem zamerila. Bizarno je tudi, ko imamo dejanske posnetke, kako Michael pride kdaj pa kdaj k Nataliji, kao ji je prinesel hrano, ampak istočasno, ne vem, zakaj je to snemal je in zraven vidimo Natalijo, kako je zbegana, gleda TV in tako je verjetno skozi sam to počela tam, ker ni hodila v službo, ni hodila v šolo. Enkrat je pri njej najdel tako paketek krofov in je videl, da so na sveže te krofi, pri njej ni bil jezen, kao, zakaj ji to sosedi dajejo. Medtem ko, a veš, vprašaš se, zakaj bi ga to motil, zakaj ne bi bil vesel za njo, verjetno ga je samo motil, da se je sploh socializirala, mogoče ga je bilo strah, da bo Natalija povedala, kaj se pravzaprav dogaja in koliko je zbegana. Še ena stvar, ki je verjetno ljudi plašila na nek način, je to, da ljudje čudem pogledamo nekoga, ki izgleda drugače kot mi. Kakor se to zdaj bizarno sliši, miši črnca v Ljubljani boš hitrejš pogledal, ker nisi navajen, preprosto iz tega razloga, ali pa nekoga, ki je cel zavid, bomo prej pogledali kot muslimana, ne? Ker preprosto nismo navajeni. Zdaj si pa predstavljaj, da vidiš pritlikavca, a veš, spet prej pogledaš, ker je nenavadno in ona se je žitek nenavadno premikala, bila je mehna in potem ljudje so še vedeli, da je to po moje človeku v glavi naredi tako malo kreša in oni so vedeli, da je to odrasla ženska in kako se je obnašala vse skupaj to, ko daš rata zelo čudna situacija in so bili ljudje po moje tudi eni zmedeni. Sploh tisti, ki so imeli otroke, verjetno niso hoteli tle kakšnih težav in pač to je mogel biti res čuden. Zdaj pa basically pridemo do najbolj bizarnega dela tega videa in cele te zgodbe. Hvala Bogu, resnica začela prihajati na plano, ampak zdajle boste šokirani, kdor tega še ne ve. Natalijina dejanska zgodba in Natalijina dejanska starost je prišla na površje. Končno, zdaj mislim, da nedolgo nazaj, ampak zdaj končno v leta 2024 in 2025 je vam prišla tudi Natalijina zgodba iz njenih ust, torej ona je zdaj odrasla ženska, ko o tem govori. Gremo hiter na bistvo. Bistvo je, da je ona naredila DNK test, končno, prvega v življenju, ko zveš dejansko, koliko si star, ne glede na to, katere bolezni imaš in katere ne vem kaj. Leta 2023 je Natalija uradno zvedela, da je stara 22 let. To, kak sta jo starša želela prepričati, da je stara bila 13 let prej, 13 let nazaj. Tudi če realno pogledaš njene slike, vidi se takrat, da je bila otrok in če jo pogledaš zdaj, se vidi na obrazu, se vidi, tako kot pri normalno visokem človeku se vidi, da je bila takrat otrok in da je zdaj stara 22 in je pač za verjeti. Zdravniki, ko so še enkrat pogledali rentgen njenih zob, od takrat, ko je bila dejansko stara 7 ali 8, so pač v šoku, ker gledajo in pravijo, pa to se sprve vidi, da je noter 12 mlečnih zob. Pač to je bil takrat otrok. In zdaj si predstavljaj, da jo je mami želela prepričati, da ima menstruacijo in ji težila, da ne zabaša noter tampon. Ona je bila takrat stara 6 ali 7 in jo je bilo strah in jo je bolel in je zatlačila tampon not in ji je kri tekla, to ona pač zdaj pove in jo je pač mami prepričala, evo, vidiš, da imaš menstruacijo. Pač bizarno, kakšen abuse. To je bil tak abuse, potem je bil abuse, da jo dejansko tepla in mučila in stradala ba je tudi. Prav bizarno, če koliko to spominja na Gypsy Rose, make sense, če vas spominja na grozljivko Orphan, make sense. Scary je, da se je en zdravnik tako zmotil, da niso želeli drugega sploh mnenja in da je potem en sodnik to še potrdil in da je ratala kar uradna informacija in da je ona tam živela, brez odraslih, v stanovanju, ki ni bilo prilagojeno za pritlikavo osebo, kaj šele otroka, ki je pritlikal. A veste, te ljudje imajo dejansko pač prilagojena stanovanja, nižje pečico, drugačen WC, nižje lijake, vse je drugače. V glavnem, najbolj crazy zgodba ever presežem, če sem paf. Jaz sem iskrena, da tega še nisem gledala, ampak Good American Family je zdaj, a je serija že vzun, ali pride? Jaz mislim, da je že vzun. Včeraj nisem najla v glavnem in je nisem gledala, drugače bi jo, ampak če hočete gledati ta Pompeo ženska in ne vem kaj že je, gleda cool, mislim, da je narejen bolj po Natalijini zgodbi,
hvala Bogu. In ja, mislim, da to kar za pogledati, no, nisem pa še. Torej, povzetek, ko je bila Natalija posvojena, je bila stara 6 let, tako kot je bilo rečeno v tistih čudnih dokumentih posvojitvenih. Aha, ker se pa tiče tistih sramnih dlak, ste jih videla starša takoj na začetku, ste jo posvojila. Ok, honestly, makes sense. Pač pri tej njeni vrsti pritlikavosti je značilna zgodna puberteta. Zgodna puberteta se zgodi že nam ljudem. Iskreno mislim, da se je meni... Ne vem, koliko hitro do tega pridem, ampak jaz sem pri 9 letih dobila menstruacijo. Ne spomnim se, kdaj sem dobila sramne dlake, ampak že tako je to stresno, pa da te še starši smatrajo, kot da si malo fukjen in da je nekaj narobe s tabo in te prepričajo, da je nekaj narobe s tabo in te prepričajo, da si odrasel človek. Jaz mislim, da mora Natalija zdaj imeti ogromen psihičnih težav in upam, da zelo redno hodi k psihologu, ker te starša stojo, Ok, ful žalostno glede tega, kaj sta starša potem požela od tega. Barnettova sta bila sicer obtožena za zanemarjanja, ampak mami, Kristin je bila obtožena raznih stvari, medtem ko Michael je bil vsega oproščen. In ko gledaš ženske debate med Natalijo in Michaelom, se on dobesedno igra žrtev. Ona tam samo hoče odgovore in pač slišati, zakaj je dopuščal tako mučenje, ne psihično in fizično. In on to obrne nas in kao, ona je bila tudi zame pošast, jaz sem bil tudi žrtev te pošasti, shut up. Odrasel tip si in si pustil, da se je to dogajalo. On iskreno, bom zelo na hit povedala, ker sploh razmišljati ne moramo njemu, ki je tako nagražen tip. On me zgleda čisti psihopat, oziroma da ima zelo hude psihične težave, ker je tako dramatičen ali je avtist, ne vem, ampak kako on sploh opisuje stvari za nazaj, ki so se zgodile, tako z največjo dramo in najbolj se uživi, medtem ko če se hude stvari zgodijo, je težko v njih govoriti, ne pa, da jih dobesedno zaigraš. Tle imate klipe, kako on razlaga zgodbo za nazaj. In ljudje izpostavljajo, da ima crazy eyes, ki nekdo, ki se mu po očeh vidi, da neki pač ni, lights are on, but nobody's home. V glavnem, jaz verjamem, da tudi zaradi tega očeta Michaela je bila ona verjetno predvsej pod slabim vplivom, res obup. In še ena stvar je zdaj, ljudje, ki govorijo o Nataliji, govorijo, da je ona tudi mogoče manipulatorka. To me ful spominja na Gypsy Rose, ker pač, ko si enkrat odrašča z manipulatorji, ker ona je odraščala, ona Kristin, ne vem točno kakšna je bila, ampak Michael je absoluten manipulator. In ona mislim, da se je tega nasrkala, da se je navadila tega. Se mi zdi, da otroci vedno tako vidim te vzorce, da ful povzamejo manipulatorsko naravo in sicer imajo to za nek superpower, ampak logično prenese slabe stvari zraven. In tudi Natalija se mi zdi zdaj ful odrasla, pa ful pametna, ampak mislim, da je ful igralka, tako ful zaigra določena čustva. In tudi ljudje ima obsoje, da ko joka ne joka zares, joka brez solz, to ne vem, ampak jaz sem prepričana, da ima ona veliko travm, veliko triggerjev, veliko teženo s sabo, veliko odprtih vprašanj, ki jih njen možgan ni sprocesiral in meni se zdi absolutno normalno, da pri to bizarni vzgoji in preteklosti pač ne more biti normalno razvit posameznik še. Upam pa, da bo tekom življenja te stvari odpravila in da bo super punca z čim boljšim življenjem. Verjamem, da je možno. Zdaj, ker se tega tiče, vi napišite, kaj mislite, kaj ste spoznali, verjetno ste eni še bolj to zgodbo spremljali od mene, če sem kaj pozabila, vi napišite, valjda ful je bizarna, zanimiva zgodba, res prav mind-blowing. Sem pa prišla še do ful dobrih psiholoških analiz, zakaj je prišlo do te crazy bombe od situacije, da je šlo vse narobe, zakaj, veš, da je več nekih potencialnih odgovorov in teli so mi ful všeč. Barnettova sta mogoče doživela moralno paniko, ko sta jo tudi podprla potem s filmom Orphan, ker če si ta film gledal in potem, da si užival to doživel in da sta pred tej Tamali dejansko zaznavala neke čudne efekte obnašanja, ker je možno, ker jaz mislim, da ona se je čudno obnašala, ker ni bila normalno socializirana in se dobila to neko paniko. Kaj če je res, kaj če je ona res odrasel, mogoče sta začela delno temu verjeti. Potem druga stvar, druga teorija je projektivna paranoja. Ta mi je zelo smiselna, da projeciraš svoje strahove, oziroma to, kar ti misliš, da lahko si nedolžnega otroka, ki potencialno naredi kaj slabega. Itak, otroci bojo vedno nekaj slabega naredili, nekaj zajebali, nekaj te razžucirali, nekaj te ustrašili, vedno, ampak če imaš pri sebi preveč nerazrešenih travm, si to ne moreš razložiti in nanj ga daš te vzgibe, ojoj, tisti pošast. Potem je tudi možno, da je Natalija žrtev attachment disorderja, ja, ker ni imela tega čustvenega ravnovesja, ker pa potem rata popolna tarča za lih to, ki sem prej govorila, ker
ne morejo ti starši, ki so že tako paranoični in panični, ne znajo pinpointati, kaj je narobe s tem otrokom in se samo odločijo, da je vse narobe in je fucked up. Še eno stvar sem videla izpostavljeno, in sicer, da je imela Natalija delno zavedanje, da mora igrati vlogo, ker pa je to otroci v sirotišnicah pa takih situacijah posvojenci pogosto dobijo ta občutek, da morajo igrati neko vlogo, da bodo posvojeni, da bodo dovolj dobri, da bodo zaželeni. In ja, če ne drugega, se je to kazalo v tem, ko sta starša in govorila, ti si odrasla, ti si toliko pa toliko stara, ti imaš menstruacijo, vse, kar sta rekla, je bilo ona samo tako, pač, če vidva tako rečeta, ko se uškregavte, kdo spet nazaj dol v, ne vem, sirotišnico varianto, a veš, pač raj se strinjaš. Na nek način z njene strani to itak sam poskus preživetja, obramben mehanizem. Nazadnje, ker sem slišala, da je ona govorila, je to, da s Christine noče več nič imeti opravka, čeprav reče, da ji je oprostila, ne bo pa nikoli pozabila. To me spominja na Taylor Swift lyrics. You forget, you forgive, but you never let go. Fotru Michaelu je pa tudi v intervjuju direkt rekla, da mu odpusti, čeprav that guy is just... Moj zadnji zaključek bom pa prebrala, da se nam preveč motila vmes, ker škoda časa. Meni se zdi, da je bila definitivno žrtev in ni imela enega samega pogoja postati normalen otrok ali odrasla oseba zdaj. Verjetno ima še vedno ogromno psihičnih težav, triggerjev, vedenjskih motenj. Ampak bi rekla, da je razumljivo, če dela na sebi, je to še najmanj in jo najbrž čaka neka lepa prihodnost. Anyways, dragi moji, to je ta video crazy primer. Komentirajte, lajkajte, naročite se, hvala že vnaprej in za nazaj. Pa ful pozabljam zdaj zadnje čase moje 3 kode za Malinco, za Jim Beam, za Svetožitka, pa zdaj imam ponovno še za Fragrance Perfumes, ki so top, tako da imate jih tukaj po ekranu in imate jih dol v opisu. Tako da, pridni bote, radi se imejte, se gledamo pretty sure, da naslednji petek. Aj, čau, Ellen, imam avto, bye!